Živijo, preden si pogledaš ta video, bi ti rad sam povedal, da izdelava takih videov traja. Vzame mi veliko časa in veliko energije. In ker jaz naredim 4 videe na mesec, se večinoma časa ukvarjam s tem. Ker pa YouTube ne plačuje veliko za te oglede, katere imamo v Sloveniji, bi mi ful pomenil, če bi podprl moj kanal. Podpreš moj kanal, pa s tem lahko, da postaneš member. Kaj to pomeni? To pomeni, da dejansko za 5 € na mesec, od tega jaz dobim 2,5, dobiš prej videe kot ostali in več materijala kot ostali. In s tem pokažeš tudi meni, da ti ni vsem, ter mi pokažeš neko zahvalo za moje delo. Če pa hočeš res Orange podpreti, imaš pa spodaj link, pa lahko daš tudi individualno donacijo in mi s tem pomagaš dejansko, da nadaljujem s tem delom. Jaz si ful želim to delati, ful rad to delam, ampak preprosto mi vzame toliko časa, da na koncu, ko gledam, ne morem od tega živeti. Tako da, če mi ti pomagaš, s tem, ko postaneš member, mi verjamem, da boš naredil veliko uslugo meni in sebi, s tem, ko bom jaz to še vedno delal naprej, z veseljem, pa ti boš imel še kaj gledati naprej z veseljem. Tako da hvala, uživajte v posnetku. Evo ga, parkiral sem pred, to je tle v Bistri, greš do Vrhnike, pa levo za Borovnico, ni tako daleč. Gremo noter, pa moram se zbuditi, malo sem zaliman. Tukaj pa kaže 4500 let pred našim štetjem koliščar je na območju Barja. Pa je prišel do danes. Zdaj pa koliščar v letu pogled svoje sorodnike. Aha, gremo karte kupati. Evo, karte smo kupali. Vodje pa tukaj. Evo ga, tle pa diši po starem. Koliko je to ogromno je. To je pa Austro-Daimler. Letnik 1914. 3500 kubikov, 35 konjev. Okoli 100 na uro gre. Končna. Kdo, ko gre ka moja Gilera SP02. On pa tle imamo en hud kolo Torpedo. To je pa letnik 1905, 4 konje. Največja hitrost ne vejo. Ok, tole je Wanderer, letnik 1221. Ima celih 17 konjev. Prvič tole vidim. Je pa zanimiv, sploh ker je volan na desni strani. Pa en sedež spredi. Zadaj pa tudi v bistvu samo prostor za odlaganje stvari, volan je lesen. Kva pa je tole, pa nijem pojma, je to gas ali kva? Ne, gas je spodaj. Je pa to čisto odprto, pravi zdaj avtomobili nimajo izolacije. Nekako me spominja na en tak čoln. Je pa kabrio, zanimiva stvar. Zdaj smo v tem muzeju tehničkem Bistra in si gremo pogledati tele avtomobile. Nijem pojma, sploh ne vem, kaj imajo vse, tako da bomo šli sprot, prvič jaz vidim, prvič vi vidite. Ne mi zameriti, če ne vem vsega, ampak bom sproti odkrival, tako da boste vsi videli. Zdaj imam spet enega stroja tukaj, usnjena streha. Glej, koliko so tenke gume. Gume so pa čistarde, pa lesene so. Pa ne en šrauf so. Pa v bistvu več delna platišča so, kar je v bistvu danes kar drago. To je v bistvu letih 93. To je Ford T. 3000 kubikov, 20 konjev, pa končna 65 km. To je Ford T, se pravi, to je prvi masovni avto, ki je bil narejen v Ameriki. Veš, da ga nisem še videl nikoli v živo. Jaz ne vem, ali je to bila zbirka, ti to tako, kar jaz vem, ali kako. Se ne vem, odkje jim sploh ta zbirka. Ampak ja, zdaj imamo pa malo novejši avto, malo bolj tako fancy, to je Steyr. Ni bil pol Steyr puh tudi. Je pa že malo bolj tako zaprt. Šipe celo se premikajo. Letnik 26, 1600 kubikov, 30 konjev, 85 je hitrost končna. 85 km. Pa si lahko misliš, koliko malo je to šlo, ampak to je za tiste čase pač bilo tako. Koliko je veliko kolo, mišlinke so tole, 17/50, 17 so to kao. Noro, vzad pa gled, koliko ima vzad tole, ja Vespa, se pravi košara, pa 2 rezervne gume, ko včasih so bili pač makadamije, niso bili ceste, ne. Kaj imamo zdaj tukaj? Douglas, to je pa motor 1994, 350 kubov, 3,5 konje, 70 km končno. Lahko ima k boksarma in na vsaki strani ima svečko. Zdaj imamo pa Tatro, 1926 letnik, 1000 kubikov, 14 konjev, 70. To je pa Benjola, 315. 1235 letnik, 1500 kubikov, 34 konjev, 100 na uro končno. 100 na uro končno, Benjola, evo gledaj njihov znak, propeler. Tole je pa Chrysler, 31 letnik, 4000 kubikov, 80 konjev, 135 končno. Tole je pa že kar letel. Škoj je to za une čase stane? 135 končno, kjer luči velike ima. Poglej si to, kakšne velike luči ima. Ogromne. Prav una taka faca iz risank. Pa gremo pa malo tukaj na motorje, le to, kombinezon usnjen. Da bi bil en, kako bi rekel,
letalec. Tukaj imam tudi neke stroje, ker so meni motorji tako ful všeč. Tole je top, tudi nekaj tazga bi rad probal. Tukaj imamo pa enega Thomosa, to so te dirkalni. Ta prvi je DKV, 27-letnik, 173 kubikov, 12 konjev, 135 končnih. Ta drugi je pa Thomas DPS, 62-letnik, 50 kubov, 8,5 konjev. To je D5, vem, da je bilo mest D1, D2, D3. Pa legendarni Fičo, Zastava 600D, 62-letnik, 800 kubikov, 30 konjev, 110 na uro. Taki so se mi da vozila enkrat. Evo, tole je pa 12K. 62-letnik, 50 kubikov, 2 konja, 2,3 konja, pa 60 km končne. Tam je tako zanimivo, zato ima kar torbico vzad, pa tako pokritje, zaščita za noge proti pesku, makadamo pa to. Pa na tej strani imamo legendarno 101-ko, Zastava 101, letnik 72, 1100 kubikov, 55 konjev in 135 km končna. Jaz se spomnim, včasih je bilo 200 km, se pravi na avtocesti je bilo tako wow. Tako zdaj gledam, vsak avto gre 200, ja včasih so šli 130 maksimalno, zato je bilo pa 200 ta magična cifra. Gled kakšna je vzpredje, una še čist prva, pa še jugoslovansko tablico. Tukaj imamo pa neko zadevo, ki se imenuje Piccolo, letnik 1906, 700 kubikov, 6 konjev, pa 40 gre na uro. Piccolo, gled koliko je majhen, zato pa je Piccolo, pa kar lesen poden ima, ampak je za dva. To mi izgleda bolj tako kočija z motorjem. Vsi te avtomobile tako izvirajo iz kočije. Ej, kaj pa je tle? Tle imamo pa polovica mojega Cliota. Jaz sem točno tazga Cliota imel. RN 1.2. Spomnim, 8 ventilov, gled kakšen noter zadnji. Zadnji sedeži so prikladni za v avtu se voziti ali pa za kaj drugega početi. Po Jugoslaviji je bilo narejeno na takih sedežih, kaj je to. Gled kakšen z te strani. Točno tazga Cliota sem jaz imel. Pa ne moč verjeti, koliko so avtomobili se povečali in kad vidiš enega tazga starega, si misliš, a to smo vozili ali kaj? Ja, smo. Zdaj, če gremo naprej. Kam gremo? Ne vem, kaj nam še ponuja tale muzej. Tam smo videli une avtomobile bolj stare, tako po 100 let stare, ni 1900 pa neki. Kaj je pa tlele za tem vhodom, pa ne vem. Kako to, da sem videl sploh tle? Zato, ker imaš tirati avtomobile in vse, kar je veze z avtomobilizmom in je fajn, da tudi zgodovino tega na Slovenskem malo spoznaš. Ok, gremo naprej. Wow, nekaj dobro izgleda. Hudo, kva pa je tole? To pa je en stari valar. Na bazi česa? Pa je to dizel. Kjero mašino, ej. Jaz mislim, da je to zdaj toliko zarustan, da tudi če bi hotel tole pržgati, ne bi šlo. Evo, tle imamo pa neko parno lokomotivo, neki parnik. Zanimiva zadeva. Pa neki trak, moja uporabljam za kakšne kmetijske opravitve. Tle imamo pa en tak hud buldožer, Fiatov, old school. Tle imamo pa predavalnico Nikole Tesle. Evo ga, Einstein pove pravilno, Albert Einstein, samo dve stvari sta neskončni, vesolje in človeška neumnost. Ampak za vesolje nisem povsem prepričan. Evo ga, tle vam tudi malo pokažem model očesa, kako je naše oko sestavljeno. Zdaj sem v tej sobani Nikole Tesle, oziroma kakorkoli je, tlele imaš razne predmete. Evo, tale postopek ti pove, kako se naredi mavrica, ko se razbije svetloba, veš, parata mavrica. Ob prehodu skozi trikotno stekleno prizmo se curek bele svetlobe razširi v spekter mavričnih barv. Vsaka od osnovnih barv ima v osnovi drugačno hitrost, zato se na površini prizme lomi pod drugačnim kotom. Tle imamo pa old school radije, radijski sprejemnik za dolge in kratke valove, za ultrakratke in srednje valove. Tega se še spomnim kot otrok. To so bili prvi mobiteli, Nokia. Satelitska navigacija, tako sem še jaz imel, pa so mi jo ukradala, ena ciganka mi jo ukradla, ko smo bili v Pragi. En prijatelj je pripelo zjutraj, je bila neka za denar, pa nam je pa pokradla stvari. Pa ta Lynx, iz tega sem tudi imel. Mikrovalovka, katere jaz nerad uporabljam. Infrardeči grelnik, infrardeči termometer, katerega sem kupil zdaj iz Alja, daljinček. Pa imamo pa neke zadeve, ki so meni bolj neznane. Andreja, ste vi imeli grafoskope v šoli? Sem tudi že tako stara, ja, da smo imeli. Baje tole več ne obstaja v šolah, se pravi teli grafoskopi. Tako so oni nam pač predavali v šoli. Imaš pa tukaj svašta, od fotoaparatov do mikroskopov. Res svašta. Ok, zdaj smo spet v zun. Gremo malo pogledati, tle imajo vodo. V bistvu pred vodo imajo še tle neke stvari. Jaz spomnim, ker sem bil v Mihtu v tehniškem muzeju,
Tole pa nekdanja tovarna furnirjev. Se pravi, tle so delali furnir. Sploh ne vem, kva gledam, pa vidim, da so stopnice, da so ljudje gor hodili. Ja, to je furnir. Iz tega je naredil meni prijatelj rolko. Se pravi, tole skup lepaš in potem narediš en tak debel sloj in potem ga upogneš, zrežeš in imaš rolko. Evo, furnir je tenak list lesa ali zelo tenka lesena deščica, ki jo odžagamo, odrežemo, odluščimo debla ali širše deske, tako da izkoristimo lepotne lastnosti lesa. Predvsem lep videz rasti, branik in barvo lesa. Najpogostejša debelina furnirja je od 0,5 do 3,5 mm. To je pa bila furnirnica v Podrečju pri Domžalah. Prvotno preprosto delavnico za razrez furnirja so leta 1824 postavili ob potoku Rača v Podrečju pri Domžalah. A ja, to deluje na vodo. Tehniški muzej Slovenije je leta 1978 zadnjega lastnika Zdravka Kerča odkupil so še ohranjeno strojno opremo furnirnice in jo ogradil v letu 1980 namensko zgrajeni objekt v Bistri. Sedanje stanje furnirnice je natančna rekonstrukcija prvega strojnega prostora nekdanje tovarne. Se pravi, to je to. Gremo pogledati zoom, kako to laufa. Aha, tle ima pa mlin in potem ta mlin obrača in pol tam oni to uporabljajo silo za karkoli. Je pa ful lepo, spokojno tle, bi se kar vrgel not. No, zdaj je pa čobanka šla v najbolj, kako bi rekel, iskan del tega muzeja. A čoban mi slediš? Se pravi, prišla je v kmetijsko območje, to, kar jo zanima. Andreja, tukaj te opregnemo, pa orejemo zemljo. Se pravi, tole je kovaštvo, kakor vidim. Se pravi, nekoč so ljudje delali, opažam pa, da vse manj in manj delamo. Tle je pa peka. Ja, le, vrste kruhov, peka kruhov. Hudo. Koliko je vrst? Koliko vrst kruhov? Dužo. Se pravi, gled tole peč, krušna peč. Tukaj so pa ljudje spali. Mene so še učili, da ne smeš na krušni peči zaspati, ker lahko ti obraz topi, če zaspiš. Ne spali, ampak smo počivali, tudi zaspali. Gor sem imel pa ful debelo deko. Pa nisem smel biti na sredini, kaj je največje žarišče, ampak bolj tako ob robu. Mi smo imeli tako peč, da je v bistvu bila tlele okrog še klop, da si sedel, pa ko si sedel, si se grel, pa stopničke tle jih imamo, ne. Da smo šli gor, tako da zime ful pase preveč, res pase. Mislim, da so to burkle, ko smo pač pri nas rekli, to tiska v peč noter, v tole daš. Vreš, pa pol noter ali naložiš, kaj se spečeš ali karkoli. To mi izgleda, da bi za ne posode pa to, v bistvu lonce. To je zažgan, ja sej. Lonc ven not. Kaj neke vile, ampak so za to. Ok, gremo zdaj pogledati tukaj naprej, kva imamo. Mlin na ročni pogon, kva. Pa stope. Zanimivo, tole si lahko vzameš čas, pa vse pregledaš v nulo. Zdaj imaš pa mlin na električni pogon, se pravi, te so bolj mlini. Zdaj gremo naprej pogledati, če imaš kaj tazga. Gapelj, karko že je to, gapelj, gepelj, vitel ali vratilo je naprava za prenos delovne moči živine na stroje. Ojo, tle so not imeli krave in pa so kva. Krave so tle imeli in pa so te krave delale, v bistvu hodile, karkoli in pa so prenašali, gled to, in pa so prek teh jermenov prenašali, a ja, to so po mojem kakšno kravo pa konja dal vmes in pa je on, ne vem, kva je, sem vrtel, ne vem pojma. Kva pa je to, ali? Nisi ti kmet, Dino, nisi. Nisem, vem, da nisem. To je pa pogonski stroj, parna lokomobila, ne lokomotiva. Lokomobila je prevozni parni stroj, ki je v preteklosti služila večinoma za pogon kmetijskih delovnih strojev, najpogosteje mlatilnic. V uporabi so bile od srede 19. stoletja do konca prve svetovne vojne, ko so jih nadomestili traktorji. Sprav, to je lokomobila, ne lokomotiva. Ja, kombajn! Kaj pa če bi druge? Kaj pa je tole? Pogonski stroj, stabilni motor. Aha, to so se uporabljali za pogon kmetijskih delovnih strojev. Kje pa za krave pa to? Što so pa jermeni. Aj, gremo ven. Kva imamo pa tlele zdaj. Neki Timberjack, ameriški. Tak hud traktor. Da vidimo, kako izgleda noter. Kje ima pa volan? Aha, to sploh nima volana. Kašne gume, hej. Čisto konc že. Da vidimo, kako izgleda zadaj.
Drugače je pa tako zanimiv, ta muzej je narejen tako kot en skedenj, kot da si nekje na eni kmetiji, pa pač so porazdelili vse te naprave po prostorih. Pa gremo pogledat, kaj je tam. Je pa tole kar zanimiv. V bistvu ni tako daleč od Ljubljane, 8 evrov stopnina. Pa imaš nekaj za videti, no. Ok, kaj je zdaj tole? Wow, Hudo, ogledala. Koliko nas je? neskončnost. Ok, gremo zdaj sem, robot.si. Pa je zdaj tole. Aha, to so pa roboti iz fabrik. Rico 106, robot za zahtevne naloge. Pa je to železna pljuča. To sem pa videl na YouTubeu, ker je en model noter bil 50 let. Prvič to vidim. Železna pljuča so naprava, s katero so omogočali dolgotrajne dihanje bolnikom, ki so to sposobnost izgubili zaradi ohromljene prepone. Le to, učitelj hoje. Tole ti je robot Corbis, tukaj je za invalide. To bi dobro mojemu prijatelju Kodermanu prišel. Roki, zasnovan za upravljanje natančnih del. Gremo sem. Tle imamo pa robote. Bumblebee, Transformersi, Robiš, Škripohlačnik, Wall-E, tam je faca. Pa imamo C3PO, Marija, B9, R2-D2, evo, Terminator, T800. Pa je tle noter nekaj, gled, tkalnice. V teh tkalnicah, viš, to so predive, jaz sem včasih delal v Julonu in je podobno bilo, no novejše so bile, ampak tole je, kaj je to, predpredilnik, krnilnik, letnik 1910, prav to so industrijske mašine, česalnik je tole, letnik 1958, mašince, Singerce, evo Singer, to so res ene fabriške, evo je Singerca. Tole je pa za klobuke delati, vidiš, imajo različne modele, evo, imaš klobučarstvo pa slamnikarstvo. Gled, ko so delali slamnik, s tako pečjo. Sem jih prebral, da se je slamnikarstvo začelo na Slovenskem dogajati tam v prvi polovici 18. stoletja v Ihanu in se je razširil na Domžale, domžalski okoliš. To je bil kao dodatni zaslužek, cela družina s tem ukvarjala, pa so jih prodajali na sejmi v Kamniku v Ljubljani. Drugače so bili klobučarji v Piranu že leta 1285. Tle imamo pa obleke, pletenine, pletilstvo. To so statve, ne? Pletilni stroj. To je to. Pa burde, so po Jugoslaviji ful povale ženske burde. Tukaj so bili odkroji, da si pač šil. To moj foto lepo. Različni stroji, raztezalka, čistilec zraka, predenje je tukaj. Se pravi, so predil, zlagalni stroj, statve z žakarom. Že kaj mene to spominja? Smo bili v Turčiji, pa smo gledali, kako ti jih delajo. Res, prav na istem je. To je pa ono, ki zlaga blago, zlagalni stroj. Preden pošljejo blago na tržišče, ga je treba pripraviti za transport. Zlagalni stroj tkanino prepognejo, navijo v primerno obliko, rolce ali na okvirje. Pazi tole, prve tekstilne tovarne pri nas v Ljubljani zraven železniške postaje. Preboldu, a ni to še vedno zdaj? Evo ga, Tržič, pa Litija. Prav to so vse fabrike, pa imamo gor še Ajdovščino. Tekstilne fabrike. Zdaj gremo pa ven, tukaj imamo pa spet en tak velik prostor. V bistvu, če se odločite, da greste pogledati muzej, je v bistvu tako kenšen naravoslovni dan, kulturni, a ni? Ful so tako še te stavbe, tam imaš tudi kafič. Tako, ni sam, da ti priješ pogledati stvari, ampak dejansko stavbe. To je neki grad bil ta Bistra, kaj je to bilo? Tukaj so poroke, a veš. Tukaj smo bili, ker se je poročila Oliver pa Polona. Tukaj smo mi bili. Tam dol smo bili, tam se poročajo. Če ne po 17 letih šla z drugim. Gozdarstvo, lesarstvo, lovski muzej in ribištvo. Spet gremo. Nadaljevanje ogleda. To je zikar oltar, to ne miza. Kaj je to? Oltar, zikar iz Evo ga. cerkve. Ja, sej oltar. To ste ninja. Wow, tle pa imaš za videti. Gozdovi, se pravi, tukaj imate pa vse o gozdovi. Pa hrast, 192 let. Pa brin 163. Tukaj imamo pa dobrega konja. Ko je pa hud. Se pravi, to je bil vlečni konj. To ne vem, če bi vlečni konj glih tok močen, ampak ja, dobrega so naredili.
Se pravi, tle imaš pa vse o gozdarstvu. Eto, drifting a raft down the Savinja River. Plavci v spodnjem toku Savinje. Evo, različne sekere, žage. Tukaj so pa pokazali, koliko so naložili vse skavle. So ročne žage, jaz na eni strani, ti na drugi pa. Žiga, žaga, žiga, žaga. Ali to motorna žaga, žagnim lisa. Ogromna je. Košne žage. Štil. Evo, štilovke. Žage, je to. Kakšna mašinerija. Tukaj pa kaže, kako delajo dejansko poti čez gozd s temi bagri buldožerji. V Sloveniji imamo okoli 12.700 km gozdnih poti. Ok, gremo naprej. Zdaj imaš pa razni kozolci, kaj je to bilo lepo včasih, kako so to ljudje znali narediti sami. Tukaj so v bistvu makete tipov kozolcev. Kozolec je slovenski tesarski in arhitekturni spomenik. Je to, wow. Se pravi, tukaj so makete. Je to ladja. Pogled ta vrata, kako so izrezbarjena. Koliko je to natančno narejen, gled to. Wow. Zdaj pa, kad delajo hiše pa vrata, pa vse plain, vse mrtvo. Vse ravno, brez duše, brez vsega. Gled to. Kompletni stroji iz lesa. Kolarsko orodje. Tukaj imamo pa enega kolarja. To je v koncu 19. stoletja. Se pravi, to je v bistvu kaj ena varianta struženca bila. Izdelava kuhalnic in žlic. Vse se je delalo ročno včasih, nič ni bilo preko fabrik, evo še take stopnice vidiš. To je mizarstvo. Mizarstvo je lesna obrt izdelave bivalnega in stavbnega pohištva. Moj dedek je bil v bistvu mizar. Moj dedek po fotru je delal hiše in vse, kar je povezavi z lesom, in to se je delalo brez žeblov. Se pravi, vse so naredili, da je bilo le v kocke klik-klak. Te sem pa že videl. To so oni, ki delajo te, kako se že temu reče? Suha roba. V bistvu suha robar se mu reče. To je On je suha robar. Suha robar je tole. Ja, on. Ja, on. Suha roba so pač te izdelki, ne? Vse pred City Parkom prodaja, ne, suho robo. Samo ne. Vse drugače posebne. Recimo Riboški sejem je tipičen, mislim, da je prva nedelja v septembru, pa v Tržiču imaš tudi enega, ki ima že kaj je fruti suhe robe. Tole smo imeli mi doma, tole zadevo, za narediti pire krompir, da si ga v bistvu potlačil. Aha, Ja. kako si ga tlačil? Ja. Gor, dol, gor, Aha, dol. ok, vedel, to sem rabo vedeti. Zakaj mi privat vedno drugače poveš, ko požgem kamero, pa čist drugače? Až sama začne govoriti, ful, kako je, pa požgem kamero, da je povedal za folk, pa Kaj se ti povedali isto? zablokira. Glej, žagar, ajde gremo malo žagat. Tle so pa žage. Spet so modeli, v bistvu voda, mlin. Se pravi, tukaj voda teče na mlin, pa dejansko obrača žago, katera žaga. Žage z vodnimi kolesi. Pogled to. Prav tukaj voda gre po teh lopaticah. Tako je pa zgledal mlin na vodo. Pa so not žagali svašta. Ok, kaj imamo tle? Gled, kjera maketa, pa to je neverjetno. Celo mesto. Se pravi, to je maketa parne žage v Kočevskem Rogu. To je pa maketa žage tropskega lesa v Kopru. Prav, tole je pa malo fancy, tropski les. So vse športnike. Konj, koza. 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 Šport, oprema Ljubljana, to se pa spomnim, to smo imeli še v šoli. Ja, tudi samo. Kjeri jermeni debeli, 3 jermene ima to. Vse obrača. In pa so to izdelki, se pravi razni stoli. Tale je izdelan po načrtu Plečnika. A res? Lice, da je bil malo drugačen. Slovenski lovski muzej in ribiški oddelek, ok. Tukaj lahko dejansko preživiš cele dneve, če se greš pač lotati vsega pomalo. Olej, kompjuter stari. Lej to, s tem sem jaz odraščal, čeprav nikoli nisem imel denarja. Prav tle imaš pa malo tehnike, kar je meni malo bolj všeč. Set otroških telefonov. Pa tega se pa spomnim. Imamo še neke
za smuče čevlje, pa imamo faks, to nikoli nisem imel, ta telefon smo mi imeli, to je Iskrin, stare radije, pa stare stroje za tipkat, pazi stopnica, hudo, kjer je freske, pavion oziroma jadralno letalo, ki ga sploh videl nisem. Kaj pa je tukaj? Slovenski lovski muzej. Koliko je stvari, le to, lobanja. Fosilni ostanki, jamski medved. Tole je jamski medved, kilo glavo ima človek. Pol imamo še svizca. Svizca si tata mal. Se pravi, tle imaš vse o zgodovini, prav njihove kosti, puške, meči. Se pravi, tole pa tukaj prikazujejo o lovcih. Smodišnice, tle so imeli noč smodnik. Glej, kaj tle je zanimivo, tle kaže, kako je prvi bil volk, pa je pa ratu pes, pa so pa delali pasme, ker so šli v ptičarje, goniče, šarivce, karoslece, jamarje, prinašalce, zlati prinašalec. Tole pa so te doge pa ostale fore, ampak fore je v tem, da prikazuje, kako je iz volka ratalo tok pasem. Perjad, oziroma kaj so lovili, veš, navadni fazan, pa prepelica, pa jerebica. Tle imamo pa orle. Hudo. Čakaj, no, tle imamo orle. Pa so hude. Kanja, tale skozi leti nad našo bajto. Pa imamo skobce. No, koliko je teh vrst? Sokoliči, sokol, selec. Tle so pa orle. Evo ga, planinski orel. Kvo je ogromen? Pa čuo, Bože, tole, da te napade, ti si gotov. Pa kjera kolo teh? Od tebe. Pa gledaj, koliko je velik. Vidim. Gledaj tam. Pa čuo. Pol mene, pol tebe. Fuk. Veš, da ga nisem nikoli videl živo takole. Noro. Planinski orel. Gledaj tele kanžeke, to, kad ti... Kaj je moja rokica, gledaj, to trga sem. Ode. Ta je kačar, ta je pa kvaj pa tata mal. Ta ima neko frizuro, stari zihar je žuro. Ribi orel. Ok, gremo zdaj ribe pogledati. Kva imaš to? Kakšne ribe? Le jazbec, to je tudi ogromno. Ni to mehno, Pa imaš te lisice, pol imaš pa divjo mačka. Stari, ta gleda res divje. Sovica, gled to. Sova, se pravi tukaj prikazuje vse živali v šumi. Jaz vsaki še gremo v šumo zjutraj, jaz riskiram svoj life, da me napadejo velike uharice, kune zlatice, dihurji, sove, nema šta nema. Le to. Te tamali so harmelin, belka kotorna, glej kako ima krilo odprto, glej koliko je ogromen, to ti je pa ta orel. Pa on zagrab njega za šalo. Tle imamo pa vidra, pižmovka, bela štorkla, črna štorkla, bober. Rjava čaplja, kvakač, mala bela čaplja. Ful je dobro, ki jih vidiš, ker drugače sploh ne vidiš tako blizu nikoli. Zdaj ne počnem barju. Ja, pa vdaleč. Moje 3 dni rabaš, da se pogledaš. Tole se gre v ribištvo, malo prikazuje, ko so lovili ribe. Mislim si, zdaj smo pa ljudje na telefonih, cel life preživimo na telefonu. Pa vidiš dejansko, koliko so ljudje počeli včasih, Tako da, po temu posnetku vsi v bistro, na obisk, tle imate o ribiški opremi vse, evo, plovci pa te fore. Pejte si pogledati tole v živo, jaz vam res priporočam. Danes se v tem muzeju za vsakega nekaj najde, od avtomobilistov, ribičev, gozdarjev, tisti, ki na žagah delajo, les, ful je raznoliko, pestro, šača se. To se imenuje tehniški muzej, ker je vsa tehnika. Stara moja tukaj pa že tako po vlagi diši. To je pa peč včasih bila. Leto, tukaj so imeli pa kuhno, pa so kuhali. To je pa v bistvu del tega gradu. Gamsi različni. Leto, alpski kozorog, ko ima ogromne rogove. Tukaj imamo pa še različne ulovljene. Ni čudo, da jih dajo na stene. Kar izgleda tako mogočno. Tukaj imamo pa mrjasce. Kva je ogromen. Pa jaz to prvič vidim life takole v živo. Res, da so nagačeni, so kot pravi. Pa si ti kdaj videla, Majki, kaj smeješ? Ti videla kdaj merjaca v živo? Dober živalski vrt. Ne, a veš, kaj imaš?
Po Hrvaški so vsako leto imaš probleme s temi divjimi svinjami. Ful so dosadne. Res. Dober, ti si to slišala, ti kdaj toliko zraven stala, to je problem. Glej, koliko zraven si zdaj. Več sem ga že Ja. videla. Majki ti. Sem. Kje? Ja, v Ljubljani glih in eno. Jelenko ti. Navadni jelen je, to veš, to je moški, to je ženska. No, kako je ženska jelen? Srna. Ne, to je srna pa srnjak. Aha. Jelen je drugo. Jelenica. Ne. Jelenuša. O, kako se že A? reče? Čak ti mene sprašuješ? Košuta, a je košuta. A, šokuta. Mislim, da je košuta. Uj, te košni so gor. Košni rogovi. Aj, bježba. To so pa srne, a veš, ko so manjše? A, Tega Bambi. to so pa srne. Kaj sem, kaj se odseva vse, se ne vidi. Mufloni, damjeki. Koliko je vrst, za nas to vse srne, gotovo jelen. Kako je manjša srna od jelena? Pa te jaz vidim pri meni v šumi. Šuma tam. To je vzraven mene. To je pa ta mali srnjaček. Gremo pogledaj, gled to. Vedel si so tu. Glej, koliko je tepih iz medveda, stari. Ti na falil si. Pa dober, čakaj, no tukaj sem, glej, kašen je šel, gledate tukaj. Glej ga, vukovi. Pa ris, kaj je ujel jelena, noro. Hudo. Le tole, medved. Pa itek da se usedeš, če prije zraven tebe, le kašen je. Pravi, medo je luškan, bježi od medo, tako ga vidiš. Ana pa samica je baš bari. Opa, in zdaj je to tukaj. Le ga mali meni. Najavite svoj prehod, a ja, ko hodiš po šumi, moraš jaz pa pojdem, da te sliša, veš, ko hodiš, da dejansko jih ne prestrašaš. Takole so pa psi ganjali medo, gleda. Lepe risbe. A še malo za televizijo gledati. Počutim se, da sem eno gledališče, tu je pa šola, ker se učiš o medvedih. Ali gremo sem. Medved si bolj moči in neukrotljive narave. Medved je od nekdaj vzbujal strah in bil deležen spoštovanja ljudi. Se pravi, da so šla tam noti, so vse okoli prišla do medota. Narobe si rekel. Midva sva šla tam, pa so pa s te strani okrog in okrog prišla sem. Ja. Ajmo. Pazi stopnica. Hvala. Le kjer hud kip. Jelen pa neki stari. Plemič. Tam je pa še ena stavba, mašina za kovine, gremo si pogledati. To je pa zame. To so pa zdaj malo. Evo jih ponki. Se že vonja. Se že voha. Ja, evo ga, ponk. Tazga imam doma podobnega. No dej, zapri. Mi smo mogli v šoli v prvem letniku narediti. Ne stisnem to, ker ga ne boš več imela. Ker to, kar stisnem, ode. Dost. Eto je to, bravo. To je pa ta von šmera, pa struženja, pa pijenja. To je pa moj svet. Mašine. Čeprav jaz sem strojni tehnik po izobrazbi, ampak nikoli v lifeu, razen to, kar sem delal v Turnusu, oziroma Ilonu, nisem delal. Evo ga. In hodil si sam v muzejih. Ja, dobesedno. Ko si ti smeješ zajebavanj, ajde. Ajde, gremo zdaj tukaj naprej. Stružnice. Glej, tle ima pa stružnice. Stružnica, kaj je to? To je pač stroj, v katerega daš tukaj not. Pač predmet, surobec. In potem imaš tukaj nož in s tem nožem postružeš. Old school stružnice. Še slišim? Prvo zvok stružnice so dal. Kaj pa to? Model batnega parnega stroja iz leta 1892, katerega je izdelal Kunaver in potem ga je obnovil Kunaver. To je neki old school. To so pa teli noži, stružni noži, s katerimi se struži. Ful zanimiv, pa ta vonj mene spominja na mene. Ta vonj mene spominja na mene. Daj nekaj. Pač jaz se tudi motim, gremo. Zato je najbolje sam, ker se noben ne smeje, ko greš, ko zajebeš. Noben ne ve, da si zajebil. Pa gremo v park pogled. Pa čak, a ni Bistra ti samostan bil pa to? Ne. To je ta grad, zgodovina Bistre, pet si gremo pogled. Ok, tlele imamo spet en tale čon, drevak ali karkoli že. Gremo si pogledati tiskarstvo. Tole pa mene spominja, ker sem jaz otrok živel na Cojzovi, to je v centru. Taki stari bajti in je bilo čist isti način, vse je bilo plesniv. Avtomatika sine, pazi stopnica. Tiskarstvo. Zdaj imaš pa vse o tiskanju. Evo jih.
pisalni stroji. Mi smo jih tudi imeli doma neki. Se pravi, tole je, kako bi rekel, papirov reznica, nek tazga. Potem imamo pa tukaj tiskarske stroje. Polavtomatski zaklopni tiskalni stroj na nožni pogon. Od leta 65 do 87 so na njemu tiskali Bilten borec. To so pa te ploščice različne, pa črke, pa so pol delali naslovnice, pa to je to. Vse je bilo ročno, zdaj pa kaj? V moji roki je kompjuter, ki vse to dela. Kako on tukaj sedi, tipka in pol to dela, in tam na list pol v bistvu vse skupaj stiska. Linotype. Kdo se je to spomnil narediti? Glej, kako je to? Če tega ne bi bilo, ne bi bilo z tega telefona. Vem, ampak če pogledaš ljudski mozak, kakšen je. Glej to, no, človek. Sploh ne vem, kva gledam. Jaz kup železja, in to je v bistvu vse mehanizem, ki dejansko na koncu da potiskan list. To je neverjetno. Stavni stroj Linotype model 4, gled, takole je sedel, vidiš. To je bil last učiteljske tiskarne, ustanovljene 1906, iz ene najstarejših ljubljanskih tiskarn. Po vojni se je preimenovala v tiskarno Jože Moškrič. Leta 2003 je prenehal delati. Ja, kdo je tam? Jaz hodim v... Ne, Jože Moškrič je... Čak, kdo je Jože Moškrič? Kaj je bi ga zdaj? A ni to v Mostah Moškrič? Nijem pojma, gledaj. Ja. Sem misliš, kje je rekla pametnega. Gleda, magazini, kalupi, zasičene palice, štange. Se pravi, on je tukaj tipko, evo ti kompjuter, sine. To ti je analogni računalnik. Ampak, kaj smešno, to je sam za en dan. Kaj so to vsakič ulivali ali kva? Da so lahko pol natisnili delo. A me razumeš, vsak dan so morali narediti novo, ker to se je tako spreminjalo. 1551 tiskana knjiga v slovenskem jeziku. Glej, prve slovenske tiskane knjige so šle v tujini. Protestantski pridigar, pisec Primož Trubar je izdal katekizem, prvo slovensko tiskano knjigo. Vse to vemo, to smo se učili v šoli. Ajde, gremo zdaj naprej, da vidimo, kva se še kje dogaja. Tu stari, neke stare črke. Rimski nagrobnik, prva polovica 3. stoletja. Vprašanje prvotnega nahajališča tega kamna ni znano, verjetno izvira iz Bistre ali je bil pripeljan iz današnje Vrhnike. Odkrili so ga leta 1958 ob restavracijskih deli v samostanskem križnem hodniku. Kaj je to bil, sem rekel? Samostan Bistra. Nisem jaz to vedela. To je tisto, kar danes ženske ne vejo več, kaj je samostan. Nekateri na osnovi napisov domnevajo, da je okolice Bistre nastajal v rimski dobi zaselek. Bistra v času rimske dobe. Tukaj sta ohranjena dva rimska spomenika. Žrtvenik iz 1. stoletja ter rimski nagrobnik. Žrtvenik, kva so žrtvovali ljudi. Posvečen je bil rimskemu božanstvu Neptunu. Potem Kartuzijani. Kartuzijani so katoliški puščavniški red, ki ga je v 11. stoletju ustanovil sveti Bruno iz Kelna. Jaz slišal nekaj, glej. Tukaj so pa lastovice. Evo je, mati hrani svoje tamale. Ok, pa si gremo pogledati malo kaj tukaj, pa je tukaj še letalstvo. Pa je to glasni norec. To je pa kanabija, lej. To so pa v bistvu kovaštvo je to. Lej to. Skalnica. Zdaj imamo pa vse, kar je o kovaštvu. Hudo. Kjere stare mašine. Kovačija. V preteklosti je bilo kovaštvo pomembna obrtna panoga. Rodni kovači so izdelovali poljedelsko, gozdarsko, kolarsko in drugo orodje, kovane dele, vozov, žeblje in na slovenskem ozemlju je obratovalo nad 150 rodnih kovačij na vodni pogon. To pa so valjasti mehovi oziroma puhala na vodni pogon. Itak, da so v bistvu kovači tle to imeli, če je tle voda, ne, in ta voda dejansko potem upravilo z vsemi temi, veš, zdaj so to odrezanje, včasih je to vodil skup. Prav, energija je bila v tej vodi. Kaj pa je tam? Pa tam? Kaj pa je tle? Ajde, idem pogledati. Kaj imamo tle? Neka zadeva. Valjalnica ob Libiji, kva? So neke valjalnice, suknarstvo. Tole, vidiš, je tole maketa tele.
Daj. Pomakniha, kamni so. Aha, to so v bistvu valjali so A vidiš, spodaj. v bistvu tale Glej, to je bila teža gor na teh valjih in to se je premikalo levo, desno in je v bistvu to je to. je valjal vse skupaj. Evo, to je spod, glej. Zdaj pa ne, to se je levo, desno premikalo, sam, kaj je bila fora tega? Kaj pa je to? Mehovi pa mlinski kamni. Aha, to so pa mlinski kamni. In pa so kva so tukaj oddajali stvari in to je mleli in pol dol nekam šlo. Madonna, čudo tehnike. Gremo si sem pogledati, kaj je tukaj. Tukaj mora biti tudi nekaj zanimivega. Še eni avtomobili. To je pa ta Titova zbirka. Rolls Royce, glej to. Letnik 52, 4500 kubikov. Silver Wraith. Kaj je ogromno, glej to. Wow. Električna kočija, glej, že takrat so imeli kočijo. Letnik 63. To pa je v bistvu zdaj zbirka od Titota. Kjer je ta model bil car? Če ne veste, kdo je Tito, sram vas lahko je. Ajde, pa si gremo pogledat Titove avtomobile. Kjer je stroj. Pa meni pravite, da imam preveč stvari v garaži. Glej Titota. Horč. 1899, oziroma 1938, 5000 kubikov, 120 konjev, 130 konjčna. Gremo si pogledat malo tole. Kakšni ogromni avtomobili. Če vidimo tega. Mercedes. Letnik 39, 5400 kubikov, 180 konjev, končna 170. Kakšna meca. Gremo naprej pogledati si, kva imamo zdaj tukaj. Packard. To je pa ameriški avto. Letnik 37, 7700 kubikov, 175 konjev, 140 končna. A se vi sploh zavedate, koliko je to veliko? Andrej, daj postavi se tle. To je kot ladja stara. Pa kakšna ladja, gledaj to? Glej, koliko je velik. Johoj. Cadillac, stari, glej, Cadillac. Letnik 54, letnik mojega fotra, 5400 kubikov, 230 konjev, 160 km končna. Kaj imamo še tle? Kaj je to ogromen avto? Tudi en Packard. Tito je bil fan ameriških avtomobilov. Ajde, gremo si pogledati tega. Packard. 1948, 5800 kubikov, 160 konjev. Wow. Izdelovalec ZIS 115, 6000 kubov, letnik 49, 140 konjev, 125 končna. Cadillac. Letnik 46, 5700 kubov, 150 konjev. Ne vejo, ko gre. Gremo naprej. Lincoln nama tu. To je ogromen. Letnik 1265, 7000 kubikov, 320 konjev, 200. Ta je pa že malo šoba. Jaz se kar ne moram nagledati teh veličin. Koliko je to veliko. Pa imamo tukaj še en Cadillac. Letnik 76, 8200 kubov, 215 konjev. Pa leto BMW-ja, 750i, 22 letnik, 5000 kubikov, 300 konjev. In to je to, njegovi avtomobili. Kaj si rekla? To je zastava, Fiat zastava. Tole? Ja, glej, kaj spredi piše. Neki div, kar spregledal sem ga. Lej, evo ga, crvena zastava, 52, 53 letnik, 1200 kubov, 53 konjev, končna 110. No to zastava. Ne moreš verjeti. Celo mi smo imeli džip. Tito ga je imel, ne mi. Sam pogledaj eno vozilo, kakšno je noter. To je ta Packard. Ne vem, če se kaj vidi, ampak gled, koliko ima not prostora. A lej tega šoferja reveža. Stiska noge. Ta se tukaj je voz, kada je en predsednik je. No, saj tudi je bil predsednik.
Ja, še tole. Ja, drugače pa tole Audi, poglejte. 4 ringi, Auto Union. Prestiž z oklepom, zdaj sem malo prebral, dejansko govori o zgodovini atentatov na te predsednike in kako so s časom ugotavljali, da morajo narediti vozila varna, zato da jih ne ustrelijo, kot so recimo za Franca Ferdinanda v Sarajevu, pa atentata na kralja Aleksandra v Marselju, pa francoskega predsednika, pa John F. Kennedy, in dejansko so pa dobivali oziroma delali avtomobile, ki so tudi odporni proti napadom oziroma atentatom. Zdaj piše, da je imel na lovišču, se pravi, imel uno zastavo za lov. Kdo? Tito, ne? Josip Broz in ta... Ja, on je imel, se pravi, to je on lovil s tem. Zato pa je najbolj taka jadna, pa zarjavela. Pa ne to, ampak zato je tudi najbolj taka ro. Evo ga, glej tukaj, teh njegovih avtomobilov, glej car, kvaj ful. The ultimate jebač, ultimate alfa samec. Evo ga, Cadillac, Eldorado. Se pravi, moški imamo radi avtomobile in to je normalno. To pa Dino 15 skuterjev doma. Žene. Dobro. To je Jovanka. Glej, to je bila uradna žena. Uradna. A neuradna vreme, da je 100 godina mlađa. Absolutno z mojim znanjem amaterja lahko rečem, da je tale Royce najjači v njegovi zbirki. In sicer ful me je tole nadušal, teli nišani gor, zato da ti pove, kje imaš rob avta, ker predstavljaj si tole parkirati. Pa kar je zanimivo, ta avto je kabrio. Ste videli? Samo pravi alfa samci vozijo kabrio. Ajde, gremo. Pič. Pogledati avione. Tele v bistvu imaš pa kar za pogledati. Ko imamo pa tle? Eto, traktorčki. Kmetijski vozovi. Pogonski stroj. Ajde, vidimo se tole. Traktor Lanz Bulldog. Letnik 1936. Traktor, dizel, eto. Vsega boga imaš. Pogonski stroj. Traktor, te Lanz Bulldogi so tle popularni. Hudo. Ajde, pa gremo pogledati, kaj je tam. Wow, stari, glej tole. Glej to je pa v bistvu kamion brez karosarije. Tle imamo pa Tama gasilskega, model Pionir, letnik 57, 70 konjev, 80 gre. Wow. Evo ga, v takmu sem se še jaz vozil, se mi zdi. Vojaški kamion. Tukaj le imam ugled tega modrega, kaj je to? Vse to tam, to je vse iz naše juge. Hudo. Glej ga, bus, to sem jaz vozil. Evo ga, tega sem jaz vozil, to je bil Kipar. Stari moj, tega, ker si dobil, ta ni mogel bremzati. Ta je ali za bremzu na full, ali pa ni za bremzu. In pa si ga mogel po garaži zjutraj voziti ne 3 kroge s pritisnjeno bremzo, da so se pakne ogrele, da nisi vse prevrnil. Zato smo ga pa imenovali Kipar, ker si kipal vse. Tle imamo pa še neke aviončke. Evo, tle so pa v bistvu modelčki avionov. Piloti so, začetki letenja v tehniki. Tle imamo se prav malo modelčkov, Cessna pa te fore. Hudo. Slab zrak, gremo gor. Gor je vroče zato, ker je pod strešje, ampak imaš kolesa pa to hudo. Olej kolesa. Wow, koliko je tega tukaj. Ja, tle je pa res slab zrak. Glejte, stare specialke. Stare specialke. Teh se pa spomnim še kot otrok. NASA bikes, ko. Tle imaš zgodovino koles. Pa tale bistra preseneča vse bolj in bolj. Glej, koliko je tega. Od teh naših juga kolesov, glej to, stari poniji,
pa vsega. Wow, noro. Tole si treba res vzeti čas. BMX-a, s tem sem jaz odrastel. Z BMX-a, mami mi ga je kupila, ker sem bil 7 let star. Se prav spomnim, ker smo šli v trgovino, celo mi ga je kupila v Prijedoru v Bosni dol. BMX-a originala maja, ne moreš verjeti. Ne moreš verjeti, evo pa gorska kolesa, različna. Kaj, Pony Express, le to? Pony Express, donatorji, Pony Express, 1,8 konja. Hudo, 2 sta celo. Pa gled Torija, tudi tega ima moj prijatelj. Ulega Solexa, tega sem glih prodal prejšnjič. Poš pa prave motorje. To se nič ne vidim, bom kar takole naredil. To so pa te old school Hendersoni, Zundapi, BMW-ji, različni. Evo je Gilera. Gilera Militaria, letnik 40-500 kubov, 12 konjev, 85 končna. Gilerca. Pa gremo zdaj tukaj malo tudi BMW-je. Različne mopede, wow. No to je pa zame hudo. To so vsi Glej tam, koliko je še tega. Koliko je tega, jaz sem mislil, da je bilo konc. Dejansko, gled te vojaške. Glej, Vespa vojaško. Kva imajo Vespo vojaško? Pa se ti hecaš. 115 kubikov, letnik 49. Gled to Vespo vojaško. Pa gled, kaj imajo BMW Zeta imajo tudi. Ja, tukaj je pa šele, kako bi rekel, zaklad. Se je tudi največ folka tle, ne se že sliši. To so pa za invalide, pa so že. Noro. Ajde, grem pogledati tle not. Pomoč pa tle. Stari avtomobili. 2, 3, eden je pa tam noter zaprt, ne? To so vali, oziroma cilindri. In od tega, ti rečeš, koliko ima cc prostornine, je pomeni, koliko ima noter prostornine. Če ima 1 liter, je to 1000. No, tako poučijo fotri svoje sinove v tehniki. To je to. Kjeri avti so tam. Katrca. Letnik 67. Je to. Volkswagen. Buba. Za zaključek pa najlepše. Renault. Model Euro 80, letnik 70. Wow. Pa tle imamo NSU. A to je ta princ, ki je govoril moj učitelj za tehnologijo. Kralj, on je govoril, da s tem so se ubijali. To je bil avto, tale, temu se je ful folka ubil. Jugoti, Fičati, lej, Citroeni, vse imaš tle. Kva pa je to neka sportiva. Neka sportiva. To so vse donacije, drugač. Športni dvosedežni kabriolet, sam ga je naredil. Evo je. Pa je to Boss, Rozbil. Hudo, voli tega. Jaz sploh ne vem, kva gledam, ampak vem sam, da gledam. Neki američki. AP4. Pa imaš pa te, ker sem jaz bil tam malo, tole kdo je imel, si bil car. Glej, to še imaš tam. Koliko tega? Neverjetno, glej. Joj, kjeri Tomosi. Tle imaš celo zbirko Tomosov. Misliš, da je še kakšno moj BT ali pa kaj ta zdaj. Glej to. Jaz sam vem, da je tole ful drago. To je Cross 50 Junior. To so pa te dirkalni kolibri. To je dirkalni D7, evo. Potem sem pa gledal dejansko zgodovino Tomosov, pa so govorili. Ti, koliko je Tomos bil jak v dirkanju včasih. Pa je to. Tomos C5, to je pa ta Tomos, ki je imel prvi 2 cilindra. To je bil pa prototip, se pravi 175 sport prototip, ja, nikoli jih niso delali. Z 2 cilindri, 2 frgazera, gled to. To je v bistvu, kada bi rekel MBT, sam da je pač šel naprej, oziroma so razvijali naprej. A stole kdaj je videl majkiti 175 sport, gled to, Tomos z 2 cilindri, 2 frgazera, C5 Tomos, to je bil pa sam prototip. To samo enega so naredili. Kaj pa tle? Hudo. Imajo pa tank štele od petrola, te stare. Kakšne so včasih bile, lej. Se pravi, črpalkice. To je bilo prepovedano že takrat, veš? Ja, halo, zraven benza, da vse eksplodira. Ja, vem.
Veš tega, to je pa vse pred našim časom. To je pa vse pred našim časom, to so vse jugoslovanske. Eto. Noro. Največja slovenska naftna družba Petrol. Od uličnih črpalk do sodobnih bencinskih servisov. Prve Jugopetrolove bencinske črpalke. Tlele imaš pa dejansko pokazano vse o benzinu, o črpalkah pa to, kakšne črpalke. To sem videl tam na Discovery Channel, kateri kupujejo te stare, pa jih pa obnavljajo, pa jih prodajajo. Glej, kako streha gre dol, oziroma ne, to je okvir od kakšnega kamiona ali pa kaj. Tukaj pa pol kakšna delavnica. Prav, ta črpalka je iz leta 50-60, so bile prve njihove črpalke, pa so bile druge. Pa to so bile ameriške, Barker, pa smo imeli tele, sodobne. Od teh se je spomnil naprej. Evo, 70 let, začetka 70, dolga leta so bile, teh se spomnim, te so pa zdaj moderne. Tu smo naredili cel krog. To je to, hvala lepa za ogled. Če vas kaj takega zanima, pejte v bistro, pejte si malo pogledati, vzamite si čas. Videl sem izkoristila en lep dan. Pa, kaj ne rečem, like, share, subscribe, pa se vidimo naslednjič. Čus.